Dober dan, to je N1 studio. Kakšen politični teden je za nami? Golobova vlada se je tik pred zdajci spomnila, da bi ukinila nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je tik pred zdajci, ko je opravljala le še tekoče posle, uvedla Janševa vlada. Prvak SDS zdaj že govori o državljanski vojni, njegov vidni podpornik poziva k oboroževanju. Pravosodno ministrstvo pa je tožilstvu naznanilo sum kaznivih dejanj. Vsi najvišji politiki v državi govorijo o tem in pozivajo k umiritvi retorike. Državo pa medtem pretresa tudi največja afera v zgodovini Urada za preprečevanje pranja denarja, kar smo razkrili na N1. Brskanje po 195 bančnih računih in možnost velike zlorabe pomembne državne institucije. Kar nekaj vprašanj imamo torej za današnja gosta. Z nami sta ministrica za pravosodje iz vrst Socialnih demokratov Dominika Švarc Pipan. Dober dan. Dober dan. In podpredsednik SDS, prejšnji notranji minister Aleš Hojs. Dober dan. Dobrodošli. Pa če začneva midva, gospa ministrica, najprej morava namreč nekaj razjasniti. Vi ste včeraj po seji vlade povedali, da ste zaradi zapisov na družbenih omrežjih na okrožno državno tožilstvo podali naznanilo suma več kaznivih dejanj. Niste pa govorili o imenih, ne? Ali gre za predsednika SDS Janeza Janšo, ki je tvital o vladni napovedi državljanske vojne, ali gospoda Tomaža Štiha, vidnega podpornika gospoda Janše in SDS-a, ki je posledično po tem zapisu gospoda Janše pozival k oboroževanju in zaradi česa konkretno ste v bistvu vi dali to naznanilo? Kot rečeno, ja, res vidim tudi sama, da so se v medijih pojavile nekatera nerazumevanja. Jaz o imenih namerno nisem govorila, tudi zaradi interesa postopka, ampak so nekatere novinarske hiše potem vprašali, zato smo tudi pojasnili. Mi smo uradno naznanilo sumo kaznivega dejanja dali zoper osebo Tomaža Štiha, znanega na družbenih omrežjih pod imenom Libertarec, zaradi zapisov, pozivov k oboroževanju, tudi nelegalnemu oboroževanju, ki seveda ni izolirano od dogajanja, ki v zadnjih dneh, ampak je povezano zelo jasno s kontekstom tudi retorike Janeza Janše in SDS-a o nekakšnem namišljenem približevanju državljanske vojne, s čimer se samo ustrahuje ljudi. In v tem kontekstu so takšni pozivi k oboroževanju lahko zelo, zelo nevarni, kajti zelo hitro lahko ljudi se da zelo hitro prestrašiti z retoriko državljanske vojne sploh. In seveda lahko pride do namerne ali pa nenamerne eskalacije, lahko se najde nekdo, ki bi zadeve vzel v svoje roke in res bi lahko prišlo do izbruhov nasilja. Če dovolite, jaz bi mogoče v tem kontekstu samo ob začetku oddaje želela razčistiti še eno stvar, ravno ta retorika državljanske vojne, ki je res popolnoma absurdna in hkrati nevarna. Želim si, ker verjamem, da tudi SDS in tudi gospod Hojs dobro vedo, da nihče ne pripravlja državljanske vojne, nihče ne pripravlja nasilja proti državljanom, nihče nikomur z nasiljem ne grozi, vsaj ne na strani koalicije in verjamem, da tudi ne na strani opozicije. Jaz bi si želela, da skupaj z gospodom Hojsem predvsem v tem trenutku najprej pomiriva ljudi. Upam, da gospod Hojs ste to pripravljeni tudi sami povedati, zavedate se, da je ta retorika zgolj zastraševanje in mislim, da v tem trenutku moramo biti dovolj odgovorni, da ljudi pomerimo, ne pripravlja se nobeno nasilje, nobena neprimerna represija ali pa državljanska vojna. Bomo videli, če vam bo to uspelo pomiriti ljudi. Gospod Hojs, vaš predsednik Janša je dejal, da je ministrica ovadila samo sebe, ne? Ker da je v bistvu vlada sprožila vse to z ukinitvijo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ali v SDS zdaj še vztrajate pri tem, glede na to, kar ste pravkar slišali, glede na to, da je bil ovaden gospod Štih, ne gospod Janša, in ali se na tem mestu ograjujete od zapisov gospoda Štiha in še nekaterih, ki ljudi javno pozivajo, da si nabavijo orožje? Ne, poglejte, najprej bi želel v bistvu demantirati vaš uvod. Torej, v uvodu ste povedali, da je gospod Štih objavil svoj tweet po zapisu gospoda Janše. To je neresnica. Danes je gospod Štih javno objavil in z urami dokazal, da je najprej objavil on svoj tweet, preden je gospod Janša karkoli objavil. Zdaj, druga stvar, ki bi v tej zvezi povedal, je pa zanimivost, da smo mi recimo 2 leti gledali tole. 2 leti smo gledali tole. Pa ne samo to vam lahko kažem, bi rekel, tisoče in tisoče takih stvari. Naš pravosodni minister se nikoli ni odločil za kaj takega, da bi na podlagi tega ovajal kogarkoli. Vkolikor smo želeli ovadbe zoper tiste, ki so, bi rekel, spodbujali k nasilju, je bilo to prepuščeno nam, torej osebam kot takim, fizičnim osebam. Kot zanimivost naj povem, da sem sam sprožil celo
sodno varstvo zoper visokega predstavnika stranke SD, torej nekdanjega glavnega tajnika, gospoda Uroša Javševića, in njihovo sodišče, tukaj pač lahko rečem, da je to sodišče njihovo, glede na to, da se sodniki slikajo z, bi rekel, njihovimi transparenti, je na prvi stopnji odločilo, da imenovati nekoga fašist, torej gospod Javševec je mene imenoval fašist, ni noben problem, torej ni nikakršnega problema. A pa se ograjujete od zapisov gospoda Lahko se Štiha, ogradim od zapisa gospoda Štiha, pri čemer gospod Štih ni povedal čist ničesar takega, kar bi rekel ne sodi v našo zakonodajo. Nikjer ni govoril o nelegalnem oboroževanju, nikjer ni govoril o tem, da naj ob tem, ko se nekdo oboroži, tudi kogarkoli ubije, za razliko od njihovih predstavnikov, ki niso govorili o oboroževanju, ampak so govorili o tem, kako je treba nekoga ubiti. On je pisal, da se da Kalašnikov dobiti za manj kot 1000 evrov in tudi nelegalno na črnem trgu. To je pisal gospod Štih, ne? Poglejte, gospod... Zelo jasna je beseda nelegalno bila v njegovem tweetu. Tole gledamo 30 let. Se pa ograjujete v teh zapisov, če sem prav razumel? Absolutno da, dobro. Absolutno da. Ampak tole gledamo 30 let. Ne gospa Švarc Pipan, ne nihče od SD-ja se ni ogradil tega. In mimo grede, še to bi pokomentiral vaš začetek. Ni bila Golobova vlada, ki je to predlagala, ukinitev tega spomina. Predlagala je to stranka SD. Najprej mladi ampak SD. Sklep je sprejela pa vlada na dopisni seji. Sklep je pa sprejela vlada, tako je. Tako, izvolite. Tle je pravzaprav gospod Hojs v zelo kratkem času nanizal precej nepovezanih, pa tudi povezanih številnih tem. Jaz bom skušala na 3 kratko odgovoriti. Prva je vprašanje časovne sočasnosti. A ne, poglejte, gospod Hojs, gospod Štih, jaz sem tudi videla danes ta njegov tweet, objavil ni tweeta, ki je bil ključni povod za prijavo, in to je tweet, kateremu poziva k legalnemu ali nelegalnemu oboroževanju. Celo v današnjih in včerajšnjih tweetih poziva ljudi, naj se zdaj tiho oborožujejo, medtem ko mi pač naj bi vlada pripravljala državljansko vojno, kar je res nesmisel. In ne gre za samo sočasje ali pa sosledje tvita Janeza Janše in tvita, ampak gre za celotno retoriko. V trenutku po tem ukinitvi tega spominskega dneva je Janez Janša in SDS začel govoriti o pripravah te vlade domnevno na državljansko vojno. Ne gre samo za tvite, gre za splošno retoriko in zelo jasno je, da so ti odzivi povezani. Druga stvar, samo zelo na kratko, govorite o vašem prejšnjem pravosodnem ministru, spoštovani Hojs, ki je bil mimogrede v času mandata sam v pravosodnem, v kazenskem postopku, in to za resna kazniva dejanja zoper javni interes, zoper finance. Vse to se je ugotovilo, da ni res. Gospod Hojs, če dovolite, lahko saj midva tukaj neko kulturo dialoga gojiva, verjamem, da ja. Kazniva dejanja, o katerih ste govorili, ali pa domnevna kazniva dejanja, seveda, jaz sem večkrat in tudi vedno bom obsojala vsake res neustrezne in zavržne izjave, pozive k nasilju od kogarkoli, proti komerkoli. Ko pa vi govorite o naših sodiščih, spoštovani gospod Hojs, jaz verjamem, da vi in vaša stranka ne morete doumeti, da lahko nekateri funkcionarji razumemo pomen delitve oblasti in jo tudi spoštujemo. Razumem, ker tega sami niste sposobni. Naj vam dam samo par ilustracij. Spomnimo se na izjave nekdanjega vašega ministra Vizjaka, ki je bil na posnetku slišan, da je izjavil: mi bomo šli z vsemi kanoni na to začasnimi odredbami, veš, da bomo sodniku strli jajca. To je pa res neposreden pritisk na sodstvo in tega je ogromno. Jaz sem si tlele zapisala, ne bom kazala slik, ampak cel seznam teh pritiskov, dokazanih, javnih in tako naprej. Vi kot notranji minister tudi verjamem, da ste v praksi pokazali, da ne razumete, kaj pomeni delitev oblasti in kaj pomeni, da ministri ne morejo, ne smejo in ne vplivajo na bodisi pravosodje ali pa na policijo. Med protesti ste bili sami v operativnem štabu policije, notranji minister tam nima kaj iskati. Policijo ste pozivali k odločnemu uporu proti protestnikom, zaplinjevali ste mirne protestnike in tako naprej. Ko govorimo o delitvi oblasti, mislim, da vi je ne razumete in verjamem, da ne razumete, da jo pa neka stran zna spoštovati. Glejte, gospod, zdaj, če boste vodo dali, prosim, dovolite tako, da bomo tudi ostali oziroma drug prišel do besede. Vedno se vsem gostom zdi, da imajo premalo besede. Poglejte minute, pa boste videli. Gospa ministrica očitno ni prebrala niti poročila, ki so ga napisali sami. Torej, poročilo o dogajanjih med protesti je napisala aktualna vlada. In tam noter v poročilu
Nažalost, ne piše ničesar tega, kar je zdaj povedala. Tudi policija v času prejšnje vlade je še napisala eno poročilo, a ne? Ja, in ugotovila nesorazmerno uporabo prisilnih sredstev, Poglejte. Usmerjanje curkov, plinskih razpršilcev tam, Čakajte, zdaj, vi zdaj, bi rekel, govorite na mesto nje, ali lahko jaz do konca povem? Ne, to je pomembno za javnost, gospod Hojs, da se pojasni. Lahko do konca povem, ali boste... Izvolite. Ja, dajte, no, saj vi me pustite do besede. Izvolite. Poglejte, to poročilo je napisala gospa Bobnarjeva. V tem poročilu, pod njenim okriljem, v tem poročilu je bilo jasno napisano, da ni z obiski v nadzornih centrih ministra popolnoma nič narobe. Celo več, napisali so, da bi bilo mogoče pa smiselno spremeniti pravilnik, ki bi to uredil in to prepovedal. Prva stvar. Druga stvar, o zaplinjanju govori stranka SD, govori stranka Levica in nažalost govorite tudi v medijih. Ko bom naslednjič poslušal vaša poročila na 24 ur ali pa pri vas, ne, iz Pariza, iz Brusla in tako naprej, nikjer ne bo omenjenega zaplinjanja. Govorili boste o uporabi solzivca. Zakaj taka dvojna merila? Jaz sem bil, gospod Hojs, Zakaj taka vsak teden dvojna na merila? teh protestih. Zakaj dvojna merila? Kaj smo delali? Smo uporabljali solzivec ali smo zaplinjali ljudi? To so plinski razpršilci. Ja, ampak Anglezi bi rekli tomato, tomato, ne, zakaj potem ne govorite to tudi, ko se uporabi, da v Parizu zaplinjajo ljudi? Če se vrnemo k No, temi... in zdaj, če se pa vrnemo k temu, kar gospa Švarc-Pipan govori, ne, bom pa rekel tako. Torej, za vas imenovanje nekoga fašist ni sovražni govor. Gospod Hojs, kaj pa je za vas sovražni govor? No, sprašujem, ampak jaz glejte, vas najprej sprašujem, definirajte sovražni govor. Ampak zdaj vas jaz vprašam nekaj, s čimer ste začeli. Ja, dajte mi premisel, kaj je sovražni govor? Torej, gospod Golob je začel, no, najprej vaši člani. Kaj je sovražni govor? Najprej vaši člani o tem, da smo fašisti. Potem je to prevzel gospod Golob. Na začetku mandata je povedal, da bojo eliminirali v tej državi vse fašiste. Sveda je imel jasno misel. A vam lahko odgovorim? Jasno misel. Ne govorim vam zdaj, gospa. Vprašali ste me vprašanje, gospod Hojs. Vprašal sem, pa mi niste odgovorili. Začela ste z kontravprašanjem. Ali dovolite do konca, povem, boste pol odgovorila. Če dovolite, no. Na kar je začel za to premisel gospod Golob. Potem smo prišli pa v eno čudno situacijo, ne, kjer je stranka SD pravzaprav načrtno začela z eliminacijo vsega, kar je bila ključna pridobitev naše osamosvojitve. Torej, najprej so se odločili, da bodo ukinili Muzej slovenske osamosvojitve. To so skrili pod, bi rekel, pretvezo, da ga združujejo. Potem je na podlagi odločitve vlade gospa kulturna ministrica, ministrica za kulturo, ne kulturna ministrica, se upravičujem, ministrica za kulturo, odšla praznovati Čebine. Torej, odšla je praznovati ustanovitev zločinske teroristične partije. Na kar so se odločili, da bodo vrnili kip Tita. Si predstavljate, dr. Bučar, prvi predsednik parlamenta, je v prvem sklicu, ko so odstranili kip izpred, oziroma predverja Državnega zbora, povedal, da s tem simbolično zaključujemo državljansko vojno. Gospe in gospodje v vladi so se odločili, da tip morilca Tita vrnejo na protokolarna mesta. Kaj pravite na to? Višek vsega pa je bilo to, da so ukinili datum spomina na žrtve komunizma, torej 17. maj. 17. maja leta 1942 so partizanske sile, torej revolucionarji, zverinsko pobile več kot 50 ljudi v Iški, od tega 24 otrok mlajših od 15 let, med njimi celo nosečnico. Aktualni župan mesta Ljubljane ne pusti teh ljudi postojno, bi rekel, spodobno pokopati, aktualna ministrica pa mu pada v objem. K temu še pridemo. Čakajte, samo dokončam. Ob tem, da več tisoč pomorjenih ljudi na podlagi komunističnega terorja po drugi svetovni vojni nima groba, svojci ne vejo, kje so bili ubiti in kar je najhuje, niti listin, da so pokojni, nimajo. Torej za neko demokratično državo nesprejemljivo. Tu bi vas vprašal, gospa Švarc-Pipan, če pogledamo zdaj sosledje dogodkov glede te vladne ukinitve dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. V petek ob 4 popoldne, prejšnji petek, iz SD pride poziv, da je treba sklep Janševe vlade izpred leta dni preklicati. Vlada to potem v torek zvečer na dopisni seji, medtem ko ljudje na Trgu Republike že prižigajo sveče, ukine. Z razlago, da je bil sklep prejšnje vlade sprejet brez predhodne javne in strokovne razprave, ste ga odpravili, prav tako brez javne in strokovne
splošne razprave. Vi torej v bistvu navajate proceduralne razloge, obenem pa ste lahko z veliko gotovostjo predvideli, da bo reakcija na drugi strani eksplozivna. Zdaj vprašanje pa je, ali tega vendarle niste znali predvideti, ali pa ste to storili iz nekih drugih razlogov in katerih? Zdaj, gledajte, razloge, ki jih omenjate, niso proceduralni, niso suhopravno formalni. Gre za razloge, ki se nanašajo na demokratični, legitimni način sprejemanja predpisov in odločanja o tako pomembnih političnih vprašanjih. In tako je, kot ste rekli, ta sklep ni bil sprejet v javni in strokovni razpravi, zelo neobičajno. Jaz pravzaprav ne poznam situacij, kjer se sklepi za razveljavitev predhodnega sklepa sprejemajo po neki strokovni in javni razpravi, ampak ta praznik je bil zaradi tega tudi, oziroma ta spominski dan, ta sklep je bil odpravljen. Šlo je še samo za enega v seriji odlokov in sklepov Janševe vlade, ki so bili sprejeti bodisi v nasprotju z ustaljenimi demokratičnimi postopki, bodisi nezakonito ali neustavno. Če dovolite, mi smo se v koaliciji zavezali ob volitvah, da bomo takšne poteze Janševe vlade, sploh takšne, ki so bile sprejete tik pred odhodom vlade, v času, ko bi moralo opravljati tekoče posle, kar tak sklep gotovo ni bil, odpravili. Zdaj pa dovolite, da nekaj zelo jasno razjasnim. Nekaj dejstev, ki jih SDS in gospod Hojs ne bodo nikoli izpostavili, ker ne gredo v njihov narativ, da koalicija ali pa socialni demokrati zanikamo ali pa rehabilitiramo povojno nasilje. To ne drži. Tudi v teh dneh so naši poslanci, smo mi jasno povedali in še enkrat jasno povem, obsojamo, nedvoumno obsojamo povojno nasilje. Naj vas spomnim, gospod Hojs, vi gotovo dobro... Leta 42 ni povojno. Smem jaz zdaj končati. Gospod, lahko dobro veste, da je prejšnja Janševa vlada v letu 2012 sprejela oziroma potrdila nacionalno obeleževanje Evropskega dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov. Nihče, tudi ta vlada, tega spominskega dneva ne ukinja. Veste zakaj? Bil je sprejet v demokratičnem postopku na podlagi sprejetja resolucije Evropskega parlamenta leta 2009, ki je bila sprejeta seveda po široki strokovni in javni razpravi. Govorite o postopku, ampak mene zanima, zakaj ste to naredili na predvečer, se vam to zdi je to popolnoma pietetno. nepomembno. Eno leto ste na oblasti od 1. junija lani, že lani, takoj po prevzemu oblasti, ste odpravljali tudi s pomočjo inštituta 8. marec in njihovega zakona nekatere poteze prejšnje vlade. Tega pa niste storili. Dva razloga, lahko vam povem. Ste pozabili, da je ta praznik? Pravzaprav, glede na to, kolikšna je bila količina teh spornih potez prejšnje vlade, nam res ne morete zameriti, da nismo uspeli vsega odpraviti takoj, da nekatere stvari opazimo, ko pride, da rečem, nek določen dan, obletnica, če hočete, nekega sklepa in takrat nekako skoči iz dokumentacije. Mi smo se najprej osredotočili na najbolj ključne sporne poteze. Odprava blokade tožilcev, odprava nezakonitih, neustavnih odlokov in tako naprej. Sedaj smo pa prišli do tega, to je nepovezano. Verjamem, in to, zdaj pa bi rada, če dovolite, eno točko, ker verjamem, da se bo tudi Hojs želel o tem pogovarjati, namreč pieteta do žrtev je nekaj povsem drugega kot zgodovinski revizionizem. Mi pieteto do žrtve izražamo, imamo 23. avgust, ga obeležujemo v Sloveniji, nihče tega ne ukinja. Na Ministrstvu za pravosodje še vedno deluje študijski center za narodno spravo. Nihče ga ne ukinja, ne ukinjam ga jaz in ga ne bom. Še vedno deluje komisija za popravo krivic. Teh praznih besed lahko poslušamo tukaj še naslednjih 15 minut. Kakšnih praznih besed, gospod? Študijski center za narodno spravo in komisija za popravo krivic. Gospa, nekaj tega ne ve, da leto 1942 ni bilo medvojno obdobje. Če ste jo dobro poslušali, govorila o tem, kako se oni zavedajo povojnih pobojev. Leta 1942 je bila vojna, torej ta zverinsko, bi rekel, pobiti Romi so bili plod revolucionarnih partizanov, ki so to počeli brez kakršnekoli osnove, češ, da so bili to izdajalci. Gospod Hojs, ne želite, da se začnejo pogovarjati o številu brutalno pobitih žrtev strani kolaborantov. Skrivate kolaboracijo z nacifašizmom za namišljeno pieteto z žrtvami. Gospa Švarc-Pipan, mi govorimo o žrtvah komunizma. Mi govorimo o žrtvah komunizma, gospa. S tem želite odvrniti pozornost kolaboracije, tragičnega dejstva kolaboracije slovenskega naroda, slovenskih državljanov z nacifašističnim režimom. O tem se več ne želite pogovarjati. Te ljudje niso pokopani. Te ljudje nimajo... Gospod Hojs, vi ste se zlagali, vi ste se tukaj zlagali. Prosim, gospa, nehajte mi govoriti. O pokopu Romov je bila povedana laž. Gospa, nehajte mi govoriti. Nehajte mi skakati v besedo. Potem nehajte lagati, gospod Hojs. Nehajte skakati v besedo. Bom jaz tole presekal, ker je v bistvu naporno za gledalce, če govorita oba naenkrat, seveda ne slišijo nikogar, ne razumejo, kaj pripovedujeta, pa v bistvu govorita o pomembnih stvarih. Mene zanima, gospod Hojs, a se vi
strinjate s pozivi predsednice Republike Nataše Pirc Musar, da je treba na tej točki komunikacije umiriti? Tudi v Novi Sloveniji, vaših koalicijskih partnerjih v prejšnji vladi pravijo, da takšni pozivi glede državljanske vojne, glede oboroževanja v bistvu ne prispevajo k umiritvi razmer. Danes je oziroma 2 dni nazaj je eden od uporabnikov Twitterjev napisal, da je treba v Afno je dal Tanjo Fajon pobiti kot psa ali nekaj takega. Ne. Vnel se je silen prepir na Twitterju, na kar je gospod pojasnil, da je naredil le copy-paste tistega tvita izpred nekaj let, kjer je nekdo napisal, tega psa Aleša Hojsa je treba pobiti. Torej, dejansko smo v situaciji, ko se gospe in gospodje sprenevedajo, kaj so počeli 2 leta, sprenevedajo, da so pravzaprav oni generatorji vsega tega sovražnega govora v naši družbi, da so oni tisti, ki se klanjajo krvnikom, ta slika je dobro znana. In seveda, poglejte, če se pogovarjamo o tem, kako bomo nekoga dostojno pokopali, kako bomo vsem tem ljudem, predvsem njihovim svojcem, poskušali vsaj na bi rekel, civilizacijski način pomagati, da bodo prišli do ustreznih listin o pobitih, mislim, da se v tej smeri pa res ne moramo pogovarjati o kakršnemkoli sovražnem govoru. Ampak se strinjate, treba umiriti razmere. In narediti to, kar je povedal gospod Vatovec, zelo plastično. Ste slišali, kaj je povedal gospod Vatovec? Gospod Vatovec je povedal, ja seveda smo ukinili ta spomin, saj so se začeli že zbirati na Trgu Republike. Torej, evidentno je šlo za popolno provokacijo te vlade, za popolno negiranje tega, da so te žrtve obstajale. In mimogrede, več kot 20 let se delajo izkopi po slovenskih tleh. Imamo na desetine, na stotine grobišč. Jaz res ne vem, ali rabimo za to še eno komisijo, ki bo ugotovila, da žrtve komunističnega terorja v Sloveniji obstajajo. Jaz mislim, da je ne rabimo. Žrtev je na tisoče in ne vem, zakaj se ne bi spominjali na tistih, ki so padli pod to zločinsko roko. Vas bom tu vprašal, gospa ministrica, seveda v SD-ju tudi vi osebno priznavate, da so žrtve komunizma tudi bile in nesporno so bile njih malo. Na kateri dan pa bi se vi spomnili na nje? Boste predlagali zdaj v tej vladi kak drug dan? Boste ta dan uvedli z zakonom, kot so bili uvedeni prejšnji nacionalni dnevi oziroma prazniki, in pravniki ocenjujejo, da v bistvu to pravi način, da gre to skozi razpravo in skozi parlament z večino, a ne boste opravili javno in strokovno razpravo. 2 stvari. Najprej bi hitro napotila ali pa priporočila gospodu Hojsu, čeprav ste bili minister, pa mogoče ste si kdaj pogledali tudi spletno stran Ministrstva za pravosodje. Tam je evidentirano število žrtev, način pobojev, kaj se z njimi zgodilo na podlagi zakona o popravi krivic. To je evidentirano, nihče ne zanika, obžalujemo. Vi pa žrtve zlorabljate, ko govorite, da jih nihče ne želi dostojno pokopati. Veste, zakaj na Žalah niso mogli biti pokopani. Ne gre za vprašanje želje, da se jih ne pokoplje, ampak gre za tehnično nezmožnost zaradi pomanjkanja prostora. Gospod Hojs, zdaj pa jaz govorim. Te stvari so dokumentirane. Očitno boste... Ne norčujte se iz slovenske javnosti. Poglejte si dokumentacijo. Na Žalah ni prostora. Zdaj pa še toliko bolj razumem. Boste meni zdaj dovolili, vedno znova se to greva. Še toliko bolj razumem, zakaj objemate gospoda Jankovića. Gospoda Jankovića sem objela kot župana mesta Heroj na dan... Ki nima prostora na Žalah. Na predvečer... Gospa, ne delajte se norca iz Ljubljančanov. Jaz sem Ljubljančan, ne delajte se norca iz nas. Predpisi so Žale namenjene občanom Ljubljane. Žrtve povojnih pobojev so pokopane razpršeno po Sloveniji. Vi vztrajate na Žalah zato, da lahko na plečih žrtev nadaljujete ta ideološki boj. Gospod Orešnik vas je lepo vprašal. Kje bi pa vi pokopali? Jaz sem vam smem dokončati. Lepo prosim. Smem dokončati. Se pravi, kje bi jih vi pokopali? Smem dokončati. Na Žalah ni prostora, kje pa bi jih? Ja, potem nima smisla res ne razpravljati. Sem vas vprašal, a boste vi uvedli tak dan, boste opravili kar je potrebno narediti, je o tem se pogovarjati. Ključno, po mojem mnenju, za to debato je, da razlikujemo 2 zelo pomembni sferi, ki jih SDS vztrajno meša za potrebe, da rečem, pač hranjenja svoje volilne in vzdrževanja svoje volilne base. Po eni strani je vprašanje pietete žrtvam, vojnih, povojnih pobojev, bodi si z ene ali druge strani. Vedno znova povemo, da je vsaka žrtev, ki je posledica delovanja kateregakoli režima, kateregakoli, poraz človečnosti. In tem žrtvam se je treba pokloniti, tem žrtvam je potrebno izkazati pieteto.
To je nedvomno. Od tega seveda na tem tudi delamo, na tem dela komisija, ki deluje na Ministrstvu za pravosodje, deluje komisija za ureditev nekaterih vprašanj neodkritih ali prikritih grobišč in tako naprej. Obstajajo inštitucije v Sloveniji, ki to počnejo. Drugo vprašanje pa je, in to po mojem mnenju preprečuje spravo, pa je to enačenje problema teh žrtev in pietete do teh žrtev z vprašanjem oziroma s poskusem zgodovinskega revizionizma, ki se ga gre SDS. In moje, to kot sem že prej povedala, iskreno mnenje, ker se mi zdi, da je to grozljivo, je, da se na plečih teh žrtev bije bitka za poskus zgodovinskega revizionizma. To je odvratno. Zatem, ko se nekako navidezno osredotočajo na vprašanje žrtev, se skriva temno dejstvo slovenske zgodovine, še bolj temno kot vprašanje povojnih pobojev in to je kolaboracija z nacifašizmom. Na revizionizem ne pristajamo. Ne, gospod Hojs, zdaj vam dam pa predlog. Roko sprave, če želite. Roko sprave skušala sem že na začetku, da skupaj pomiriva, ljudi niste želeli. Zdaj vas pa prosim, ali je mogoče, da se dejansko vsi osredotočimo na žrtve in nehamo revidirati zgodovino? Če to ni mogoče, potem tudi sprava ne bo možna. In to je tisto žalostno. Žrtve so ločeno vprašanje in ne smemo na njihovih plečih se iti ideološkega boja. Jaz moram reči, da zelo težko poslušam tele floskole. Jaz prihajam iz družine, kjer so moji strici padli v partizanih. Torej, očitki o nekem, bi rekel, revanšizmu ali pa o neki, bi rekel, ponovnem obujanju belogradizma, nekaj tazega krveje iz njenih besed je za mene pravzaprav zavržno. Poglejte, zavržno. To sem že večkrat povedal. Gospod Hojs. Njena stranka se je 30 let trudila, da nikoli nismo najdeli zločincev. Da te zločinci nikoli niso bili procesirani. Vedel se je, kdo je naredil pomor v Igu. Ve se je, kdo je moril ljudi po drugi svetovni vojni. Njihova stranka je poskrbela za to, da te ljudje nikoli niso bili procesirani. Po 30 letih želijo pa izbrisati tudi zločin. To, kar ste v bistvu, gospod Hojs, tudi zločina bi se radi znebili. O čem govorite? Kako brišemo zločin? Z brisanjem spomina na te žrtve bi radi zbrisali tudi zločin. In poglejte primer v Franciji, kjer se nekdanji partizani recimo spomnijo, kaj so počeli, ker jih pač daje slaba vest, nemudoma začne zadevo procesirati tožilstvo. Pri nas v 30 letih ni bilo narejeno na tem področju nič. Zakaj pa vi v 30 letih tega dneva niste razglasili prej? Zakaj ste ga pa vi razglasili v času upravljanja tekočih poslov? Ampak na ta način ne bomo nikamor prišli, gospa ministrica. Jaz bi imel eno vprašanje za vas, glede na to, da vam je gospod Hojs prej očital objemanje z županom Jankovićem. Ne, vi ste, zaradi tega je bilo ogromno zgražanja, predvsem v SDS-u, vi se ne strinjate z ravnanji gospoda Janeza Janše, in zato ste v bistvu takrat pred volitvami tudi odklonili rokovanje z njim, čeprav spomnimo, z gospodom Jankovićem pa ste se objemali. Ali torej ne vidite nič spornega v tem, da se pravosodna ministrica države članice Evropske unije objema z županom, ki se je zapletel v afero farmacevtka, ki je obremenjen s pravnomočno obtožnico, ki spet hodi na sodišče, da se vi z njim tovariško objemate? Kakšno sporočilo s tem pošiljate državljanom, ki pričakujejo, da bo zakon veljal za vse, da bo vladavina prava v Sloveniji na ravni Evrope leta 2023? Z dolžnim spoštovanjem ta zgodba meša jabolka in hruške na vseh možnih ravneh. Prvič, gospod Janković je nedolžen. Drugič, gospod Janković in domneva nedolžnosti velja. Nenazadnje imamo poslanca Janeza Janšu v parlamentu, ki je pravnomočno obsojen, ki je tudi v nekaterih drugih postopkih, pravzaprav bil v veliko postopkih, pa se o tem ni noben spraševal in je v času teh postopkov celo vodil vlado, predsednik vlade. V času prejšnje Janševe vlade je pravosodni minister bil v kazenskem postopku zaradi ponarejanja listin. Poslušajte, jaz lahko javnost pomirim. Jaz se zelo dobro zavedam pomena delitve oblasti. Dosledno, brez izjeme dosledno jo spoštujem. K meni prihajajo pisma državljanov leve, desne in katerekoli druge politično-nazorske provenience s prošnjami, da pomaga v njihovih sodnih postopkih. Vsem odgovarjam enako. Ne morem se vpletati in nimam vpliva na sodne postopke in tega nikoli te meje ne bom prestopila. Seveda, kot rečeno, se stranka SDS, gospod Hojs in gospod Janša tega ne zavedajo in ne morejo razumeti, ker, kot sem že prej omenila, so oni te pritiske izvajali iz leve in desne. Še enkrat bom pa povedala, gospod Janša, ko se jaz z njim nisem rokovala, nisem bila pravosodna ministrica. Bila sem kandidatka v volilni kampanji, tako kot on. V Ivančni Gorici ob sejmu je prišel obkrožen s kamerami. Jaz sem opazila,
da se mi s kamerami približuje. Opazila sem, da so pokazali name v smislu, češ gremo se še tja rokovati. In sem se zavestno odločila tudi, da se ne bom pustila zlorabiti za potrebe Janševe politične kampanje. Ne obžalujete pa to, da ste se objemali z županom Jankovićem, to smo To razumeli. čisto nič ne pomeni. Jaz gospoda Jankovića ne poznam, srečala sva se morda 3-4 v življenju. Skupaj sva odprla temeljni kamer v Dobrinjah, to je največ, kar sva skupaj počela. Objela sem ga pa, naj dodam, morda trenutek nepremišljenega zanosa čustev ob izjemno simbolični in čustveni proslavi na Orlah. Objela sem ga kot predstavnika, kot župana mesta Ljubljana na predvečer osvoboditve tega mesta. Morda me je zaneslo, tega sem morda kriva, nikakor. Pa to ne pomeni, da imam z njimi kakršnekoli vezi, nikakor ne osebnih, ali da bi kakorkoli lahko, še vsekakor pa ne, hotela in poskušala vplivati na sodne postopke. Tega ne boste doživeli in to so grda obdolževanja. Medtem, ko je bil vaš pravosodni minister kaj pa to pomeni? Ali je gospod pravosodni minister Dikaučič vplival na svoj kazenski postopek? Ali je vplival na svoj kazenski postopek? Gospod le prepričuje mene, kaj je bilo z njenim objemom z Jankovićem. Poglejte, to meni treba prepričevati. Jaz svoje mnenje o tem imam, slovenska javnost je to mnenje ustvarila. Je pa že pred leti Ustavno sodišče na čelu z dr. Šturmom, pokojnim dr. Šturmom, naredilo zelo eksplicitno in jasno analizo in je povedalo, da je zelo pomembno, kakšen je videz pravosodja. Ne zgolj kako sodi, se nisem objemala s sodnikom. ampak kakšen je videz pravosodja. Ne, vi se niste objemali s sodnikom, vaši sodniki se pa slikajo z vašimi... Moji sodniki, gospod, sodniki so neodvisne veje oblasti. Niso moj organ. Poslušajte, vi res ne razumete. Neodvisne veje oblasti, ob tem, da so na vaših piknikih. Na mojih piknikih na stranka SD govorim. Na stranka SD, gospa. Govoriva o slikajo se z vašimi transparenti. Tu bomo šli naprej, vse te slike smo že zelo velikokrat videli. Vse to smo že velikokrat videli in tudi da je pa to počne pravosodna ministrica, je pa še večji škandal. Da se sodnike objema. Ne, z gospodom Jankovićem. Gremo naprej. On ni sodnik, ni tožilec. Ne. On je človek, ki je na neodvisno sodstvo morajo paziti sodniki. Visoko koruptiven. Po vseh tveganjih visoko koruptiven. Gospod Hojš ne razume ustavne ureditve. Vi se objemate s takim človekom. Vi ne poznate ustavne ureditve. Kot vrh pravosodja. Mene čudi. In tu gremo zdaj naprej, teden je vsekakor politično. Jaz nisem vrh pravosodja. Oprostite, to moram razčistiti. Jaz sem ministrica za pravosodje z izjemno omejenimi pristojnostmi na področju sodstva. Zdaj so pa omejene pristojnosti. Vi ne poznate zakonodaje. Naslednjič bo prišla pa tu bomo res šli. Na sodniški zbor in skupaj z Golobom obljubila 600 evrov višjo plačo. Tu bomo šli naprej. Nima pa nič z njimi. Spoštovana gosta, gospa finančne ministrica, če dovolite, bi tu šli naprej na naslednjo temo. Ta teden je vsekakor politično zelo vroč, kajti tik preden je izbila ta tema, o kateri ste se zdaj pogovarjala, je v javnost prišlo tudi odmevno medijsko razkritje NN, Urad za preprečevanje pranja denarja, je v času tretje Janševe vlade pod vodstvom Damjana Žuglja v sklopu ene same preiskave na podlagi anonimke dolge eno tipkano stran bankam v Sloveniji poslal 238 zahtev za vpogled 195 bančnih računov 107 fizičnih oseb in podjetij v Sloveniji. Dokumenti, ki smo jih v zadnjih 3 mesecih zbrali na NN, kažejo, da je bil glavna tarča preiskave Žugljevega urada Dragan Šolak, ki je za srbskega predsednika Vučića že leta državni sovražnik številka 1, je solastnik skupine United, zato na tem mestu seveda transparentno povejmo, da je v tej skupini tudi NN Slovenija. Vprašanje pa, gospa Švarc-Pipan, prvi direktor urada Klavdijo Stroligo pravi, da za tako velik zajem podatkov z bančnih računov na podlagi anonimke ni slišal še nikoli. Ali vi v tem primeru vidite zlorabo državne institucije tudi v politične namene? Gre za srhljivo zgodbo, če se izkaže, da je resnično šlo za tak ogromen zajem in obdelovanje podatkov na množični bazi na podlagi skoraj da neobrazložene kratke anonimke, potem je to nekaj, kar je v svetu praktično nevideno. Tam, kjer se zgodi, pa so to strašanske afere, ki morajo nositi tudi posledice in odgovorni svoje posledice. Verjamem, da gospod Hojs bo imel številne izgovore za to, ampak jaz pričakujem, da bodo pristojni organi to situacijo raziskali. In če je prišlo do kršitev, bodisi na kazenski ravni ali kakršni drugi, tudi ukrepali. To je absolutno
Nevideno. No, res ne morem si predstavljati, gre za George Orwellovsko situacijo, kakršne se nismo mogli predstavljati, da bomo v tem času videli. Tukaj se pa pogovarjamo o objemanju pravosodne ministrice z županom mesta Ljubljane ob prazniku. Zdaj se s tem primerom da je objem zelo prizadel vsak drug stavek. Samo da vas vprašam, gospod Hojs, zdaj se s tem primerom po informacijah ena ukvarjata policija in tožilstvo, ki ugotavljata, ali je Žugelj pri tem zlorabil svoj položaj, morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, pa bo tudi v tem primeru ugotavljala preiskovalna komisija v Državnem zboru. Gospod Hojs, vi boste pred to komisijo povabljeni kot priča, kot nekdanji notranji minister. Ste, ko ste bili v vladi, vedeli za ta primer, da se to na Uradu za preprečevanje pranja denarja dogaja? Kako ste reagirali, če ste vedeli, in seveda, kako to brskanje po bančnih računih velikih razsežnosti komentirate? Ne, jaz za te vpoglede nisem vedel. Absolutno podpiram to, kar je povedala gospa ministrica, torej podpiramo vsakršno preiskavo, ki bo dala kakršnekoli rezultate, seveda, če bo preiskava korektna. Lahko seveda komentiram vaš tudi korekten uvod, ne, torej jasno ste povedali, da ste v lastništvu tega gospoda, da morate to zdaj potencirati, to je meni povsem razumljivo. Bi pa komentiral izjave gospoda Stroliga, ne vem, če ste jih videli. Ne. Gospod Stroligo je, mislim, da na 24 ur ali pa na Dnevniku Ljubljanskem, bi rekel, nek 10 minut razlagal, kdaj se pravzaprav lahko sploh začne preiskava. Ko sem jaz tisto poslušal, veste, kaj sem do kakšnega zaključka sem prišel? Da v tej državi res ne more biti nič drugače. Torej, kolikor imamo mi take aparačike na takih mestih, ki v bistvu ne začnejo preiskave na podlagi argumentov, me ne čudi, da gospod ni našel milijarde opranega denarja v NLB-ju. In poglejte, dokler se bomo mi sprenevedali in govorili o tem, kako naši, pod narekovaji, gospod Stroligo je pač seveda njihov, visok strokovnjak, vaši pa so politično nastavljeni, toliko časa v tej državi ne bo drugače. Sam bom na vse zaslišanja preiskovalne komisije prišel, povedal vse, kar vem, in tako kot sem zdaj povedal, o tem danem primeru ne vem nič. Gospa Švarc-Pipan? Jaz se kaj ne rečem, gospod Hojs vsako temu izkoristi za to, da poda še neke insinuacije, degradira ljudi, med drugim vašo medijsko hišo, češ da potencirate to zgodbo, potem državne uradnike, delite jih na vaše in naše. Poglejte, jaz imam na Ministrstvu za pravosodje, je zaposleni kar nekaj kadrov SDS, znanih kadrov SDS, rečem pač pripadnikov ali pa simpatizerjev SDS na visokih mestih, ker so izjemni strokovnjaki na svojem področju. Jaz ljudi ne delim na vaše, na naše, ko pride do dela in ko pride do sposobnosti. Vi pa to morate v vsakem trenutku in to tudi poglablja razdor. Lepo vas prosim, dajte nehati s tem. Ta tema, strinjala vas je, da mora biti preiskana, vi pa morate dodajati, da so nekateri nesposobni. Pustiva to pristojnim organom. Jaz sem na ministrstvu vodil kar zahtevno ministrstvo, kar nekaj direktoratov iz mojega področja je bilo levo orientiranih, tako kot prav gospod Demona, desno orientirane. Vse sem pustil na svojih mestih, ker so bili visoki strokovnjaki. Mandat te vlade se je začel, pa veste, s tem seznamom ljudi, ki so bili zaposleni in seznamom tistih ljudi, ki so korektno sodelovali z nami. In danes vam lahko naštejem direktor direktorata za policijo, direktorica za migracije in še kar nekaj direktorjev. Imate ta seznam, ki ga še do zdaj nihče ni videl. Seznam ste vi naročili, ne jaz. Ne vi, gospod Golob. Vsi ti direktorji so bili zamenjani. Kje je ta seznam? Čudno, ne? Jaz ga še nisem videla, gospod. Zamenjani vsi ljudje, ki niso bili naši. Bili so, bi rekel, levo orientirani, ampak ker so korektno delali z nami, so jih zamenjali. Tako da gospa Švarc-Pipan, še enkrat z vami se jaz res ne mislim pogovarjati o tem, kako ste vi korektni ali pa nekorektni. Vi ste svojo korektnost pokazali z zahtevo po seznamom teh ljudi, kar so mimogrede poceli nacisti pred drugo svetovno vojno, ko so delali sezname Judov. Čakajte, gospa, jaz ne vem, kje je seznam. Ja, pa vi govorite o njem, jaz ga nisem videla nikoli. Se pravi, vi zanikate, da ste ga naročili seznam. Jaz ga nisem videla nikoli, vi pa pravite, da je. Jaz pravim, da ste vi naročili ta seznam. Jaz prav gotovo nisem čisti česa naročila in ta vlada tudi ne. Gospod Golob je naročil ta seznam. Poslušajte, kje pa je ta seznam? Ja, to pa jaz ne vem, vsega nisem jaz naročil. A pa ste ga videli? Ne. Ja, pa kako potem govorite, da obstaja? Niste ga videli? Jaz ne vem, če obstaja, vi ste ga naročili. Ne veste, če obstaja. Ja, naročili ste ga. Veste pa, da je bil naročen? Vem, ker ste javno to povedali. Noben od vaju ne ve, kje ta seznam je. Javno ste povedali, da ta seznam želite. Ne, ker ga ni. Povedali smo, gospod Hojs. Lahko da ga niste naredili, lahko da ste ga kasneje skrili. Mogoče spet ne razumete. Ampak naročili ste ga pa. Mogoče spet ne razumete, za kakšen seznam je pa šlo. Šlo je pa za seznam zaposlitev, kjer so bila bodisi zaposlitve v zadnjem trenutku pred volitvami,
in napredovanja za potrebe, počakajte, zdaj bom pa jaz dokončala, če lahko, za potrebe analize v času te in prejšnje Šarčeve vlade, da se ugotovi, ali je prihajalo do neupravičenih napredovanj, kajti vemo, da v državni upravi pač velja to pravilo, nekako 80% ljudi odličnih. Za temi nameni, za potrebe izboljšanja delovanja državne uprave. In zato, da vidimo, ali je prišlo do zlorab položajev v času tik pred volitvami. In to je edini seznam, v katerem se je karkoli javno govorilo. Pa ta seznam je vendarle analiza javnega. Saj ste ga naredili pol? Za potrebe. Ja, potem ga imate, gospa. Pa to ni seznam ljudi, kot vi pravite za odstrel. Gospa, glejte. Vi ste paranoični. Dve minute nazaj ste govorili, da ga nimate. Zdaj ste govorili, da ga imate in da ga delate zato, in ste povedali, da ga delate zato, da boste analizo napredovanj naredili. Vi govorite o drugem seznamu. Jaz bom pa ugotovil, da se ne strinjate o tem, za kakšen seznam pravzaprav gre, in šel na zadnjo temo, ker smo že kar dolgi. Če dovolite, gospa ministrica, še zadnja tema. V SD-ju ste, tako kot v Levici in v Svobodi, skočili v zrak zaradi občutnega skoraj 50% povišanja plač vodilnih v SDH, kar so razkrili kolegi iz Financ. Klofuta vsem, ki so v zadnjih letih prenašali težka bremena, so zapisali vaši poslanci. Uprava SDH se je po tem ogorčenju potegnila nazaj in se zvišanju odpovedala. No, danes pa nova stvar, Mladina razkriva, da to še zdaleč ni vse, da je SDH sprejel tudi nova priporočila za vsa državna podjetja, ki sodijo pod dežnik SDH. Po teh priporočilih se bodo plače članom uprave v teh podjetjih občutno povišale za 10 do 12%. Prejemniki za nadzornike se bodo zvišali še bolj, pa druge nove in večje bonitete, kot so hitrejše usklajevanje dohodkov z inflacijo, pravice do dražjih službenih avtomobilov in podobno. Ali boste v SD nasprotovali tudi temu in zahtevali spremembo omenjenih priporočil? Jaz seveda nismo se o tem še pogovarjali, si pa upam trditi, da gotovo bomo temu nasprotovali in upam in verjamem, da se bomo na vladi o tem tokrat pogovorili prej, preden pride do de facto zvišanja, kot je prišlo v primeru vodilnih v SDH. Sem vesela, da je uprava tukaj storila korak nazaj, kajti to je res sploh v teh časih popolnoma neprimerno. Veste, da socialni demokrati vedno poudarjamo, da je potrebno poskrbeti najprej za malega človeka, zaščititi najranljivejše in res sploh v tem času je popolnoma neokusno, da so si vodilni v SDH tako zvišali že tako visoke plače, medtem ko pa imamo na ramenih težko breme potrebe po plačni reformi v celem javnem sektorju, ljudi, ki nimajo dobesedno za živeti iz meseca v mesec, skušamo to reševati z številnimi ukrepi, potem pa se to zgodi v SDH-ju. To res ni dobro sporočilo in mi bomo vsekakor temu nasprotovali. Gospod Hojs, v SDS se glede dogajanja v SDH še zdaleč niste odzivali tako burno kot v koaliciji. Ali to pomeni, da s tem nimate težav? Ali tako menite tudi v primeru teh novih priporočil, ki bodo zvišala prejemke vsem menedžerjem in nadzornikom v državnih podjetjih, ki jih je več 100? Ne, mi se v tej fazi nismo odzivali zaradi tega, ker pač ta zadeva v tem trenutku ne tangira najbolj ključne prioritete, ki jih v stranki zagovarjamo. Tukaj se seveda pridružujem ministrici. Lahko povem, da seveda, da je ta komplot, po moji oceni, plod Gibanja Svobode in pa Nove Slovenije. To sta pač stranki, ki nekako obvladujeta zdaj te, precej velike državna podjetja. Razumem pa, slabo voljo stranke SD in jaz verjamem, da je posledično ta srd zoper te plače na njihovi strani usmerjen tudi zato, ker so pač precej odrezani od kadrovanja v teh podjetjih. Ja, gospa Švarc-Pipan, SD je že večkrat dala v bistvu kar jasno, tudi javno nekateri, vaši člani, vedeti, da je kadrovanje v državnih podjetjih, ki ga vodi SDH, predvsem v času te koalicije v domeni Svobode in da vas v bistvu nekako ne spustijo več zraven. A je tak odziv SD izraz tega nezadovoljstva, da v bistvu izgubljate vpliv v državnih podjetjih? Tukaj pa moram jaz reči, da imam morda neko pač osebno stališče, ki ga lahko povem, za ostalo morate vprašati tiste, ki so te izjave dali. Jaz namreč, tudi živela sem 12 let v tujini, vse življenje delam in tudi, kjer imam možnost zaposlovati, zaposlujem na podlagi meritornih meril, se pravi sposobnosti. Nič se mi ne zdi spornega, če se na vrh državnih podjetij zaposluje tudi na nek način po politični pripadnosti, ker seveda gre za tudi neko povezavo, če so to kadri, ki so sposobni. Ampak ne sme pa biti... predsednika vlade, recimo. Poglejte, v Sloveniji, jaz se res v ta primer ne bi vmešavala, ker ne poznam teh odnosov. Ampak v Sloveniji je praktično že težko kogarkoli zaposliti, ki ga ne poznaš, smo mehni. Ampak je pa to vredno razprave. Vsekakor se je vredno o tem pogovarjati. Kajti ne gre v vsakem primeru, ki izgleda kot nepotizem, res za nepotizem. In tudi ni v vsakem primeru, ki izgleda kot meritokratska zaposlitev, to res na podlagi sposobnosti. Dajmo se povprašati v vsakem primeru posebej,
posebej in ga presoditi, kajti lahko komu delamo tudi krivico. Lahko je nek, ki pač recimo je poročna priča nekoga, ampak je tudi izjemno sposoben menedžer. Ali bomo samo zato, ker ima osebno vez z nekom, kar je v Sloveniji res se hitro zgodi, da rečem, odpisali in ga ne zaposlili na tistih mestih, kjer lahko kaj dobrega stori. Če pa temu ni tako... Ste bili pa glasni glede gospoda Matoza, ki ga je prejšnja vlada, ki je odvetnik Janeza Janše, v bistvu imenovala na nekatere ključne položaje, bil je tudi predsednik upravnega odbora DUTB. Jaz imam tukaj morda drugačen pogled. Nič narobe s tem. Jaz absolutno načelno vedno vztrajam na objektivnih merilih. Kot rečeno, tudi na ministrstvu so zaposleni kadri, nekateri so tam že bili, drugi so v času mojega mandata prišli, ki so simpatizeri SDS, pa smo jih zaposlili na vodilna mesta, ker so izjemni kadri. In to je vse, kar mora na koncu šteti. Zadnja bo vaša, gospod Hojs. No, jaz moram reči, da smo se mi na vladi, bi rekel, vsaj kar se tiče SDH-ja, striktno izogibali, bi rekel, takim zamenjavam. Če se spomnite, smo takrat morali počakati. Tem se pač seveda strinjam z gospod ministrico, da želi politika imeti nek posreden vpliv na podjetja, če je to v državni lasti, kar je po mojem tudi povsem logično. Ampak mi smo počakali, da so ljudem iztekli mandati. Če se pa spomnite začetek njihovega mandata, so pa dvema, enemu vrhunskemu mednarodnemu strokovnjaku, doktorju fizike, v državnem zboru odvzeli mandat, češ da je nesposoben ali nekaj takega, podobno kot gospodu Dežmanu. In enako nekomu drugemu iz SDH-ja. Zakaj? Zato, da so lahko imenovali svoje, zato, da so zasedli nadzorni svet in zato, da so začeli resnici na ljubo, potrebno povedati, kadrovati Golobove prijatelje. Nadzorni svet je gospod Ivan Simič, ki je bil v vrhu Fursa pri vas in je zdaj tukaj... Kot najboljše strokovnjake. Sej včeraj je bila lepa analiza narejena, kdo sedi v državnih podjetjih. Najožji krog gospoda Goloba, ljudje, ki prihajajo iz Gena in praktično nihče drug. Plus ljudje iz Nove Slovenije. Glede kadrovanj se v bistvu na neki načelni ravni morda celo strinjate, o ostalih stvarih pa, kot smo slišali, niti ne. Bomo videli, kakšen odgovor so dobili ljudje, ali sta jih uspela po tem burnem političnem tednu kaj pomiriti ali ne, to bomo še videli za danes. Imamo čas, da gospod Hojs morda pove ljudem, da državljanske vojne ne bo, naj jih ne bo strah, da je nihče ne pripravlja. Spoštovana gosta, najlepša hvala, da ste prišla na N1, gospod Aleš Hojs, gospa ministrica Dominika Švarc Pipan, hvala. Hvala lepa. Hvala za vabilo. Hvala pa tudi seveda vam za vašo pozornost. Vse, kar se bo v zvezi s temami, ki smo jih danes odprli, dogajalo naprej, bomo seveda spremljali na n1info.si, zato nas spremljajte tudi vi. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje v letu 2023.